Čeprav danes govorimo o zimskih športih, pa smo se mi odločili, da bomo šli pogledati v malce bolj tople kraje, proti morju, natančneje v Trst, kjer se odvija ŠKL Fireball turnir. Na tokratnem turnirju so sodelovale ekipe iz 8 osnovnih šol. Pomerili so se v 2 kategorijah, 3. in 4. ter 5. in 6. razredi. Kako ste se pa pripravljale? Da smo v torkih pa vsak dan igrale, pa smo si podajali žogo. Ste veliko trenirali? Nismo trenirali, ker smo pozabili. Pozabili ste trenirati? Ja, kako pa to? Ne, ker nismo imeli tudi časa, ker je bilo grdo vreme zunaj. Imate kakšno taktiko za zmago? Ja. Kakšno? Ne povemo. Na turnirju so sodelovali tudi otroci iz zamejskih šol. Ivan Peterlin, predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, nam je o tovrstnih tekmovanjih povedal. Za nas, ki živimo izven meja naše tako zvane matične domovine, imajo taka tekmovanja še en poseben priokus. V bistvu naši otroci se spoznavajo z otroki iz Slovenije in to je tudi nekaj enkratnega. Tako da podiramo meje, ki sicer danes ne obstajajo več, ampak prevečkrat še obstajajo te meje v glavah. Kako se vam zdi danes tukaj? Se mi zdi prav prijetno, lepo organizirano in vse teče tako, kot je bilo programirano. Sočasno sta potekali tudi Valentinova in Xbox delavnica. Luka se in zaradi dificultà. In 9 minuti ti Ciao! Kaj vi tukaj delate? Srčka! Kaj pa srčke? Ker je Valentinovo! Za koga je ta srček? Za vse srkaleje! Med otroci ni manjkalo veselja, smeha in dobre volje. Dobra volja je najbolja, to si piši za uho. In res, z obilico dobre volje so si zmago v obeh kategorijah priigrali prav učenci osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče. Nagrado za najbolj fair ekipo so prejeli učenci osnovne šole France Bevk, nagrada za najbolj cool ekipo pa je šla učencem osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči, ki so imeli s seboj kar nekaj navijaških rekvizitov. Na koncu je sledila še plesna točka, srečelov in podelitev medalj, ki jo je zasluženo prejel prav vsak udeleženec turnirja, kajti najpomembneje je, da smo se prav vsi izvrstno zabavali.